Dober dan, sem skupaj. Lepo, da ste prišli, da smo se spet dobili. Prejšnji teden je žal pač odpadlo, tako pač je pri teh zadevah, ko je v živo. Tako da, ja, današnja gostja je ena izjemna gospa, Vlasta Nussdorfer. Jaz sem, bom rekel tako, preživel cel teden z njo, teoretično, ko sem se malo pripravljal na njo. Tako da, čeprav vem, da je gospa zelo zgovorna, tako da se bojim, da ne bom prišel do besede. Ja, dobrodošla, gospa Vlasta. Ja, lep pozdrav, upam, da ni bil prehud teden, zagotovo boste prišli do besede. No, ne, bilo mi je prav luštno, ne. Predvsem sem prebral tole vašo knjigo, avtobiografijo. Tole, nekaj vam želim povedati, a ne. Predzadnja knjiga. Moram reči, da je brutalno iskrena, če smem uporabiti ta izraz, da sem na trenutke sem bil kar presenečen, kako iskrena oseba ste, ne. Ja, veste, če ne poveš tako, kot je bilo, potem je škoda, da pišeš avtobiografijo. To so me res spraševali, kako da sem res toliko stvari povedala, ki jih prej nikoli nisem. Ja, ne, ker tudi najina prijateljica Olga, ne, ko sva se pogovarjala o vas, je rekla, da pravzaprav še s prijateljem niste vse te stvari zaupali. Je rekla, da je tudi ona ogromno izvedela iz te knjige o vas, pa se v bistvu družite, a ne. Ja, to je res. Veste, škoda je časa, da bi ali prijatelje, znance, sodelavce z vsem obremenjeval. Ko sem pa pisala, sem nekako začutila celo zase, da je to koristno, ker lahko enkrat spregovoriš sam s seboj. Zdelo se mi je prav, da na koncu svoje kariere le pogledam nazaj, sežem v otroštvo, v odraslost in povem ljudem, da tudi če je težko, lahko zmoreš in zmagaš. To sem hotel reči, v bistvu, ja, jaz bi vseeno rekel za začetek, bi vas zelo kar na hitro predstavil, saj v bistvu vas poznajo, ampak vseeno bi takole na hitro povedal, da ste publicistka, pisateljica, humanitarka, pravnica. Žal mi je, da niste postali Slovenka leta, ker bi si to vsekakor zaslužili. Skratka, kaj bi bila pa tista ena beseda, ja, pa moram reči, da ste dobra mati in dobra žena, lepo skrbite za otroke in za moža. Kaj bi bila pa tisto ena beseda ali pa v dveh besedah, če bi rekli, da se morate predstaviti? Kdo ste? Bi rekla, da sem prijazna Vlasta. Delala sem res na številnih področjih, torej največ let sem preživela na tožilstvu. Ko me predstavljajo, pogosto rečejo marsikaj, kar je ta hip aktualno, torej ali pisateljica, predavateljica, morda še varuhinja človekovih pravic. Ja, tako je. Na žalost mislijo, da sem to še vedno ta hip, pa me sprašujejo, zakaj se toliko ne oglašam, pa povem pač, da nisem več varuhinja in to že 4 leta. Vmes sem bila še svetovalka predsednika republike. V vseh funkcijah sem bila zagotovo dostopna ljudem in tudi prijazna pravnica. Dajte mi povedati, a ste šla s predsednikom kdaj na kako paštašuto, glede na to, da sta oba Primorca? A veste, da ne, in jo skupaj še nisva pojedla, je pa to dobra ideja. Zdaj, ko ima tudi on veliko časa, sem ga ravno sinoči videla, kako uspešen je pri dražbi, oziroma zdaj gre že naprej zgodba svoje katrce. Nikoli res nisva šla na nobeno, pravzaprav niti ne kosilo, da bi bila sama. Kosilo je bilo organizirano kdaj, ampak skupaj s kom, ki mu je bilo posvečeno. Imate prav, nisem še šla. No, v redu, okej. Ne bom računal za to idejo.
Lejte, Primorka ste, ampak nimate nič primorskega naglasa. Jaz sem mal gledal, pa sem se mal hecal, pa sem rekel, ste Primorka, ki bi lahko bila tudi Štajerka, ne? Ker ste Nussdorfer, pomeni Orehova vas, oziroma prebivalka Orehove vasi, ne? Ja, in res pogosto so me ljudje spraševali, stanujem namreč blizu železniške postaje in ko sem šla v službo v ta podhod, mi je marsikdo rekel, a ste prišli z vlakom iz Maribora? Pa sem rekla, ne, saj tukaj stanujem. Ja, kot otrok nisem smela, pravzaprav res nisem smela govoriti v narečju. Učili so me pravilne slovenščine, vikanja, dvojine, dosledno sem morala to uporabljati in to mi je nekako ostalo. Vendar znam pa tudi marsikaj povedati po primorsko in tako sem res našemu predsedniku tik pred odhodom in njegovim zaključkom se dvakrat predstavlja, tega še tudi on ni nikjer povedal in omenil, kot prava Primorka in mu pač v primorščini marsikaj povedala. Takrat je bilo nekaj najožjih sodelavcev, tako da tudi to obvladam. Ko sem ta teden, mi je bilo prijetno, ko sem tole malo brskal po vašem življenju, sem se pa spomnil eno podrobnost. A ste prebrali knjigo Deček z dvema imenoma od Antonína Guliča? Ja. Namreč jaz sem tega Piličnika poznal, sva bila sodelavca v termoelektrarni v Šoštanju, tako in je imel, in on je imel dilemo, je rekel, da je bil v bistvu dvakrat ukraden. Vse življenje ga je to mučilo, ker je živel med nemškimi starši in med slovenskimi starši, a ne. Note tudi tista dilema, ne, ki ste tudi vi v svoji knjigi dali, ne, kdo je zdaj starš, ne, tisti, ki ga rodi ali tisti, ki ga vzgaja. In vi ste imeli podobno izkušnjo, ne, vi ste živeli med stricem in teto in med starši, a ne. Ja, ampak jaz pa nisem imela, no, sicer gre za čisto drugačne okoliščine, ne, kot pri njemu, prav nobenih težav. Ne takrat kot otrok in niti kasneje. Morda zato, ker so me imeli vsi tako zelo radi, ker so bili prisotni v mojem življenju in ker sem pač odšla praktično od staršev, ko sem imela 2 leti, niti ne, leto in pol, in se tega pač ne spominjam tega dogodka. Morda, če odideš starejši, je drugače. Tako sem rasla večinoma pri teti in stricu, imela sem pa tudi odlična starša, rada sta me imela, vendar sta bila, bom rekla, tako dobra, da nista nikoli zamerila teti in stricu, ki sta bila brez otrok in sta me vzela k sebi. Tako da pravzaprav se mi zdi zelo pomembno, pri komu živiš. Zato tudi otroci, ki so v rejništvu, ne zdi se mi slabo, če so imeli neprimerne recimo starše, kar sicer v mojem primeru res ni bilo temu tako, ampak če imaš ti slabo družino in dobiš kasneje dobro, je to lahko nekaj najboljšega za tvoje življenje. Saj ste v bistvu, ja, vi ste se tudi ukvarjali kot tožilka, ne, pravzaprav bom rekel tako, ne, tožilec, jaz kolikor poznam te pravnike, vsi sanjajo v tem smislu, da bi bili sodniki, ne. Sodniki, to je nekaj, kar je višek za pravnika, ampak vi ste bili tožilka, a niste nikoli razmišljali, da bi bili sodnica? Ne, jaz sem imela eno posebno usodo in tudi sprejemam vse, kar mi pride naproti. Torej, naredila sem pravosodni izpit in takrat me je Frančka Strmole Hrastec, ki je bila predsednica Vrhovnega sodišča, na samem izpitu vprašala, če bi želela postati sodnica. Vendar sem imela že soglasja vseh občin takrat, da postanem tožilka. In nisem niti trenutek premišljala, da bi karkoli spremenila. Takrat sicer še nisem dobro vedela, kako bo izgledala moja tožilska pot, kasneje pa res nikoli si nisem želela spremembe, čeprav sem imela veliko ponudb tudi, da bi šla med odvetnike. Vendar mi je prav poklic tožilke izjemno ustrezal.
No, tole gledam, tale Inhumanum, oziroma sem ga nehal gledati, ker mi je precej kruto stvari prikazuje, ampak vi ste ogromno teh krutih stvari videli. Po mojem je to, mora biti kar grozljivo vse te zadeve. Ja, zelo grozljivo in sedaj sem napisala novo knjigo, ki bo izšla, mislim, da sredini junija pri Beletrini, in sicer Tanka črta. Tanka črta je pravzaprav pogled tožilke, spomini tožilke in v njej sem opisovala grozovite dogodke, umore, obiske, oglede krajev smrtnih prometnih umorov, in ko sem se morala zaradi knjige pisanja spominjati tega, sem si rekla nikoli več. Takrat mi je bilo to povsem normalno. Vsak dan je bilo potrebno se srečevati s slabimi zgodbami, v tožilskih in sodnih spisih z kazenskega področja, pa tudi najbrž z drugih, ni nobene izjemno lepe zgodbe. Lepa je bila že, če smo koga rešili, torej pred kakšno zlorabo, če se je ta nehala, vendar dogodek je bil že storjen, torej do tega je že prišlo in smo lahko samo posledice zmanjševali. Tako da sem bila zadovoljna, če sem komu lahko pomagala, ali pa recimo kakšen mladoletnik, da je prišel na pravo pot, ne pot kriminala, da sem ga srečala, ko je povedal, da mu je postopek pomagal. Vendar tožilsko delo ali pa delo recimo preiskovalnega sodnika in kazenskega je izjemno težko in zahtevno in zato se pravzaprav kar veselim izida te knjige spominov tožilke, ker slovenska javnost, mislim, da sploh ne pozna, kakšen poklic je to biti tožilec. Ja, nekako smo pod ameriškim vplivom, tiste forenziki in tiste zadeve, tako. Sem želela tudi pravzaprav opozoriti na to, in tudi ko sem prišla na tožilstvo, da tožilec ni negativni lik. V vseh zgodbah filmskih nekako briljirajo odvetniki. In ti odvetniki zastopajo ali morilce, posiljevalce, ampak nekako trepetamo za njih, da bi se zmazali, da ne bi kaznovani. Smo veseli, če so oproščeni, celo to. Ko zvoni recimo alarm, ko nekdo krade, vlamlja v hišo, si rečemo, joj, da ga ja ne bi našli in da bi všel. Pa vendar bi morali celo reči obratno, kaj bi bil potem film takoj končan. Tako da res filmski lik tožilcev ni bil nikoli lep in zato sem že ob nastopu službe rekla, da bi rada prikazala tudi svetlejše plati tožilstva. Ampak, glejte, bili ste mati, žena, ženska in tako naprej, in kako recimo pridete ste prišli na eno mesto, ne vem, bom rekel zločina ali dogodka, ali kakorkoli se že temu reče, kako lahko človek, da tega ne ponotrani? Da recimo, da mislite, imam moža, kaj če bi se to mojemu otroku zgodilo, če se to zgodi mojemu možu, ne vem, bratu? Ja, veste, bilo je kar hudo. Recimo prva stvar, ki sem jo doživela tako zelo hudo v dežurstvu, je bila smrt ene majhne deklice, povoženje z vlakom v Tivoliju. In takrat sem jaz imela enako staro punčko Andrejko mojo v vrtcu. In ko sem jo prišla tisto popoldne iskat, sem neizmerno jokala. Ne vem, kaj so si ljudje mislili, ko so me gledali. Zagotovo so mislili, da se mi je zgodilo nekaj hudega, prav gotovo ne službeno, ne. Vsak je mislil, da gre za kakšen zaseben dogodek. Jaz sem jo stiskala k sebi, jokala. Potem je bil en izjemno težek dogodek, povoženje enega otroka, ki je bil enako star kot moj sinček, 1. razred osnovne šole. Jaz sem že na ogledu jokala in potem prosila, da tega spisa nisem nikoli reševala, ker ga sploh ne bi mogla. Zelo hudo mi je bilo ob smrtnih prometnih nesrečah in ker kot mlada nisem imela izpita za avto, ampak sem ga začela delati kasneje, sem v sredini celo odnehala, zato ker so se mi non-stop prikazovale prometne nesreče, ki sem se jih udeležila, torej ogledov, kjer je kdo ležal ob cesti. Vsak kraj me je spominjal na nekaj. Mogoče, se pravim, prepozno sem šla izpit delati,
in sem s tem tudi odnehala, res pa, da ga nisem rabila, ker smo živeli v strogem centru, blizu služba. Tako da, veste, ima to posledice, zagotovo. Potem endotomor me je zelo prizadel, jaz sem takrat že imela oba otroka, a vendar so stvari, ki jih nikoli, ampak res nikoli v življenju ne moreš pozabiti. In zato v tej knjigi, ki bo izšla junija, bo to opisano in bo zagotovo izjemen prispevek k temu, da bodo ljudje lahko spoznali delo tožilca, sodnika, kazenskega sodnika in drugih likov, ki nastopajo v teh postopkih, tudi odvetnikov. Naj povem, mimogrede, da ste diplomirali v 3 letih in 11 mesecih. Mislim, to je bilo tudi posledica, recimo temu, ne glih zgodne nosečnosti, ampak nekako nosečnosti in potem vas je to, ne. Res je, glejte, nisem bila neka briljantna študentka, lepo sem študirala, nikoli na nobenem izpitu padla, vendar daleč od tega, da bi imela same 10. Poročila sem se zelo zgodaj, že v 3. letniku, no, in nisem bila takrat noseča, ampak sem zanosila v začetku 4. oziroma že kar skoraj v drugi polovici. In takrat sem se zbala, da ko bom rodila, ne bom uspela diplomirati, čeprav mi je tašča, pri kateri smo živeli takrat, govorila, da mi bo vsem pomagala in naj kar počakam. Ne vem, kaj je bilo v meni, da sem prijavila takrat, ko sem bila noseča, čisto vse izpite 4. letnika in diplomsko. In res končala sem v rekordnem času pred porodom. To je bilo zelo pomembno, zato ker takoj po porodu, v 1. mesecu rojstva moje Andrejke, so ugotovili pri tašči tumor in je v nekaj mesecih umrla. Ja, to mi je bilo tudi zelo impresivno, ne. Vi ste poskrbeli praktično za vso sorodstvo, ne. To pa res, ne vem, kako to, ampak cel kup tet se je dobesedno, ne leplo, ampak pripelo name, in res sem za vse skrbela, tudi za moževo teto. Enkrat smo imeli kar 3, eno doma, 2 v domovih. Tako da jaz v nekem obdobju, nekaj let je bilo to, nisem poznala prostega vikenda, vse vikende, torej med tednom sem zelo trdo delala za službo, otroke, čez vikende pa skrbela še za te, hodila na obiske v domove. Tako da pravzaprav, ko so ljudje jamrali, da nimajo časa, da jim je minil vikend, pa da niso bili mogoče ali v tujini ali na smučanju, sem si mislila, ko bi vi vedeli, kako je moj vikend potekal, eno samo delo. Potem sem pa postala tožilka in predsednica Belega obroča, in pravzaprav to je bilo enako hudo. Takrat sem se posvečala v vikendih tudi dodatnemu delu, prostovoljstvu, kasneje sem bila varuhinja 100-procentna, vse nedelje v službi, tako da moj pravzaprav tak najlepši dogodek nedelje je bil vedno, če sem lahko šla na eno kavico v Plavi laguni v en lokal, ki je bil vedno odprt. Včasih so me tam kar pričakovali, nisem prišla vsako nedeljo, ampak skoraj vsako. In eno obdobje sem si vedno privoščila enega indijančka in kapučin. To je bilo, kot da bi šla ne vem kam na izlet v tujino. Potem sem šla pa nazaj delat do 6. zvečer, potem okrog 7 domov, gledati dnevnik. Pravzaprav sem res pregarala celotno službeno obdobje. Ja, to ste pisali, ne, da ste bili praktično vse nedelje v službi, edina v miru. Doma delala, skuhala na zalogo, vse pripravila, se ukvarjala z družino. Nedeljo sva z možem spila eno kavo zjutraj in potem sem šla v službo, sem bila vedno 8:30, 9. Včasih sem tja vzela celo vnukinjo, tako da je ona kaj delala za šolo, tako je bila v osnovni šoli, pa na kakšen dogodek sem jo kdaj peljala, drugih 2 vnukov takrat ni bilo, bila sta oziroma tako zelo majhna, da se nista udeleževala teh stvari. Sedaj pa poskrbim tudi za njiju. Tale indijanček me je spomnil, kot da v mladosti niste smeli čokolado jesti, ne. Ja, veste, smela sem jo, ampak po koščkih. To me je zelo jezilo, ne, ko sem dobila čokolado od koga,
mi jo je teta vedno vzela in potem razdelila, veste, ne na tablice, tiskaj je cela vrsta, rebro, ampak na majčkene koščke in je rekla vsak dan en košček. In takrat sem rekla, ko bom velika in ko bom imela možnost, bom pojedla celo tablico čokolade in enkrat sem šla tudi kot otrok res sama z denarjem iz hranilnika na eno čokoladno torto v eno slaščičarno v Kopru, ampak veste, da so me prav hitro odkrili, jaz nisem vedela, veste, da te tako poznajo in ko je moja teta prišla tja najbrž, ne vem, kako je bilo tam, ampak ko je bilo doma, je bilo kar hudo, je prišla in vprašala, od kje mi denar, ne. So ji rekli, joj, vaša punčka je pa tako pridna, ona je kar pogledala, kako me poznajo, pa pravijo, veste, pride, vzame torto, poje, plača in gre. In seveda se je ustrašila, kje sem denar dobila, ampak jaz sem potem priznala, da sem vzela iz svojega hranilnika, ni bilo veliko, ne, sem potem razliko dala kar nazaj, no in to je bila moja tista, bomo rekli, ukradena torta v otroštvu. Zdaj sem pa res tudi rada šla kdaj na kakšno rezino čokoladno, posebno v Maxi Market, v slaščičarno. Zdaj se pa kar odpovedujem sladicam, ne smem jih preveč, no, ni zdravo, pravijo. Cankar je imel peher suhih hrušk, ne, vi ste imeli pa eno čokoladno jajčko, ne? Ja, eno jajčko, ko sem ga zbezala spodaj ven tisto presenečenje in ga nazaj dala, da je še komaj obstal. Ja, res, takrat ni bilo tako kot danes, ko pravzaprav že ne veš več, kaj kupiti otroku, ker so vse čokolade že poznajo, točno povedo, kaj. Takrat pa ni bilo, ne, Milko smo spoznali šele v odrasli dobi, tiste čokolade najbrž tudi niso bile tako zelo dobre, vendar za nas zelo, zelo slastne, pa tudi ni jih bilo veliko. Dobro, potem, rekli smo humanitarka oziroma beli obroč, ne, to je pa verjetno eno za vas, verjetno eno najbolj, bi rekel, življenjsko delo. Ja. Ker ga vidim, da ga dostikrat zdaj poudarjate, ne, in ste rekel, seveda moramo malo preiti na ta beli obroč, ne. Bila sem predsednica tožilskega društva, potovali smo v Avstrijo s kolegom in takrat so mi avstrijski tožilci rekli, da imajo društvo, ki pomaga žrtvam kaznivih dejanj. Meni se je zdelo to zelo zanimivo, društvo mi je dalo soglasje, da ga ustanovimo, ustanovili smo beli obroč, bila sem 10 let izjemno aktivna v njem, tudi predsednica, generalna sekretarka. Pravzaprav sem najbrž v tistem obdobju dobila vso prepoznavnost, zato ker kot tožilka toliko je ne bi dobila, dokler niso procesi postali sploh javni in so jih začeli spremljati mediji, nihče skoraj ni vedel, kaj delamo. Beli obroč je pa izjemno pomagal ljudem, imeli smo ogromno akcij vsako leto, res toliko projektov, napisala sem tudi prvo knjigo za beli obroč, zato da smo jo prodajali in dobili prvi denar za pomoč, ker od članarin ne bi mogli živeti in komurkoli pomagati. Tako da dejansko me je ta beli obroč zelo zaznamoval, tudi slovenski prostor, vendar ko sem postala varuhinja človekovih pravic, leta 2013 sem opustila vse to delo, tudi predsedovanje klubu Janinih Slovenk, ko sem bila nominirana, sem ustanovila še ta klub, ampak pozneje seveda kot varuhinja ne bi bilo prav, da bi delovala samo na enem področju, kajti ukvarjali smo se z mnogimi nevladnimi organizacijami. Zato se mi je zdelo prav, da odstopim z teh funkcij. Joj, dajte mi povedati, preden dam Branetu besedo, ko je roke dvignil, včasih je bilo v Jugoslaviji bil maršalat, ne, so ljudje pisali na maršalat, ne. Pahor, se pravi, vi ste bili svetovalka predsedniku Pahorju, pravzaprav kako funkcijo je imeli, koliko lahko pravzaprav vi kot svetovalka ali pa predsednik kot tak vpliva na določene recimo procese oziroma reševanje? Lahko vpliva seveda s svojim odzivom. Kot svetovalka torej sem sodelovala na področju človekovih pravic, prav humanitarnosti in socialne politike. Kadarkoli se je kaj dogajalo na tem področju, pa malo tudi seveda pravosodja,
sem mu kaj povedala, če me je vprašal, kdaj smo se pogovarjali o njegovih nastopih, ki jih je imel v medijih ali pa kje drugje, vendar seveda je imel tudi druge svetovalce. Res pa, ko pravite maršalat, predsedniku so pisali ljudje. Vsak dan je prihajalo veliko pisem. In če so se dotikale pravzaprav tega, kar mi je bilo najbolj znano in najbolj blizu, pisali so počasi že tudi kar meni kot svetovalki, sem seveda odgovarjala ljudem, pa jih tudi sprejemala. Zdaj predsednik, tako kot varuha, ne more vplivati na določene odločitve. Veje oblasti so strogo ločene, ne more posegati ne v izvršilno, ne v zakonodajno in ne v sodno. Včasih so ljudje to zelo težko sprejeli. Ko sem jih sprejela na pogovor in vprašala recimo v neki sodni zadevi, kaj pričakujete, je marsikdo rekel, ja, da bo predsednik ali pa vi rekli, da je treba drugače odločiti, ali da je treba tako razsoditi, ali da je treba koga oprostiti. To preprosto ne gre. Predsednik teh pooblastil nima, zato je bil včasih tudi kritiziran, vendar kot svetovalka sem se vseeno odzivala v teh primerih, torej ljudem dala vse možne napotke, kam se obrnejo, kakšne so njihove možnosti, poti. Pravzaprav sem jim včasih nalila čistega vina, če pa je šlo za pisma, ki so se nanašala na neko zakonsko problematiko, smo velikokrat pri predsedniku seveda s tem seznanili pristojne ministre, zato da so vedeli, o čem ljudje poročajo predsedniku, s čim niso zadovoljni, kaj bi veljalo spremeniti. Najbolj všeč, torej tisti del, ki mi je bil res pri srcu, pa so bili primeri, ko predsednik ni mogel na določene dogodke. On je bil pokrovitelj številnih dogodkov, obletnic, različnih humanitarnih in drugih prireditev. No in takrat, če ni zmogel, ker je imel več dogodkov celo na isti dan, me je pooblastil, vprašal, prosil, če bi šla, in jaz sem z veseljem to sprejela in takrat tudi spregovorila v imenu predsednika. Tako da to je bil tisti lepši, res lepši del funkcije, sicer pa mi je bila ta funkcija izjemno pri srcu. Skoraj 4 leta sem jo opravljala, nisi prvi na fronti, nate ne padajo ne kritike in ne pohvale, in vendar si vsak dan, bomo rekli, na rdeči preprogi, kajti vsi tepihi v predsedniški palači so bili kar rdeči, lepi, svetleči, čisti. Si v čudovitih prostorih predsedniške palače, srečuješ ga, imeli smo redne kolegije vsak ponedeljek, tako da od vseh služb je bila ta zame najlepša. Brane, izvoli. Bono, moram povedati. Tako. Zelo kratko vprašanje, odkot ime beli obroč vlasta? Ja, to je pa Weissering. Avstrijci so imeli beli obroč Weissering in smo ga mi nekako prevedli v beli obroč Slovenije. Tako je prišlo do tega imena. Avstrijci, med njimi tudi tožilec iz Celovca, so postali naši botri in leta 2003, 5. decembra, jaz sem sama določila ta datum za ustanovitev, so v Slovenijo k nam na pravno fakulteto prinesli 300 ali 3000, mislim, 3000 šilingov, to je bil nek bon in to je bil prvi denar, ki smo ga dobili kot njihovo pomoč ob ustanovitvi. Tole naše deklice z žvigalicami, a ne? Ja. Tole knjigo ste jo napisali, vse te usode, nesrečne zgodbe spolnega, fizičnega, psihičnega nasilja žensk, ne, in ste v bistvu izkupiček je šel. Saj izgleda, da večino knjig tako izkupiček gre v neke dobrodelne namene in ta je šla za beli obroč, ne. Ja, veste, kako je bilo? Mi smo ustanovili beli obroč, potem je bila določena članarina, članov je bilo malo, imeli smo pa 3 naloge. Psihoterapevtsko pomoč, ki jo je tudi potrebno na nek način plačevati strokovnjakom, nekateri so na začetku kaj naredili tudi brezplačno, potem smo imeli finančno pomoč in pravno. Pravno sem res sama nasvetovala, tudi 5000 pisem sem prejela letno, osebno jih odgovorila nanje, torej v popoldanskem času in v vikendih, vseh teh 10 let, res je bilo tega veliko, vendar za finančno pomoč rabiš pa denar. In ker ga ni bilo,
sem leta 2005, torej ko smo leto 2004 prebili skoraj brez denarja, smo ugotovili, da nalog ne bomo izpolnili in zato sem poleti sklenila, da napišem knjigo. To je bilo tik pred mojim dopustom, izkoristila sem ga čisto za pisanje in še istega decembra, torej čez nekaj mesecev je šla knjiga v 5000 izvodih, 2 ponatisa po 1000 in še angleški prevod. Celo v Angliji je pomagala marsikomu pri odkrivanju nasilja, pomoči, vendar tam nismo tako direktno sodelovali, vem pa, da se je to dogajalo. Vem, da je bil celo učbenik, ne? Tako. Pri nas pa je ta knjiga res tudi odprla mnoge zgodbe, ljudje so začeli pripovedovati, pisati, prišlo je do vad in do postopkov za nasilje, kajti v tej knjigi sem opisala vse možnosti, ki se lahko zgodijo, torej deklicam, dekletom, ženam, ampak da ne bi bila diskriminatorna, sem naslednje leto izdala Naše dečke z ulice, torej pa za moške in njihova kazniva dejanja na njihovo škodo, vendar ta knjiga ni dosegla takega uspeha kot Deklice, o katerih še vedno mnogi govorijo. No, to sem zdaj ugotovil, da tele knjige se pa nisem zabeležil, Naši dečki. Z ulice, to je bila pa druga knjiga. Ker v bistvu Naši obrazi, ker je bil pa leta 2008 so pa eseji, ki ste pa knjigo pa dali za Šent, ne? Ja, veste, srečevala sem zelo res raznolike ljudi in ko sem ugotovila, da nekdo nekaj rabi, sem potem kar napisala, posvetila, imela sem tudi knjigo Vrednote na odru življenja, posvetljeno darovalcem kostnega mozga. Pravzaprav smo z njeno pomočjo zbirali denar za preiskave krvi za levkemijo. Takrat, ko sem bila kandidatka za Slovenko leta in je Irena Grafenauer postala Slovenka leta, se mi je zdelo, da bi morali nekaj več narediti. To Irena Grafenauer je zbolela, za to in so... Takoj se mi je zdelo, da je treba narediti kaj več. In sem zbrala te kandidatke, nominiranke, nisem srečala, ker je bila bolna in tudi da sami prireditvi ni bila z nami v dvorani, ampak na balkonu. No, in ker je nisem videla, se nekaj moramo pa v Sloveniji narediti nekaj, sem se pozanimala na Zavodu za transfuzijsko medicino, kjer so rekli, da so te preiskave zelo drage in da nimamo dovolj darovalcev v Sloveniji, da vsi naši bolniki dobivajo darovalce iz tujine. No, in takrat sem šla res v zelo intenzivno akcijo. Ustanovili smo sklad Hipokrat pri Rdečem križu Slovenije, zbiral se je denar od prodaje teh knjig, mislim, da se ga je zbralo malo čez 10.000 evrov in ves ta denar je šel za preiskave krvi potencialnih darovalcev. Potem te eseji so bili na kakšno temo? Zelo različni, torej v Naših obrazih in kasneje v Vrednotah na odru življenja smo govorili o podobnih zadevah, malo drugačnih, ampak seveda kot v tej zadnji knjigi, ki je šla letos marca, Moj pogled. Torej vse svoje življenje, ko dobim možnost pisati kolumne, pišem jih zdaj za revijo Vzajemnost in tudi za spletni portal, pravniški portal Jusinfo, pišem o zelo aktualnih temah. To, kar me vznemiri, kar me privlači, kar spremljam, torej v tej zadnji knjigi, predvsem o času korone in vseh problemih, ki smo jih doživljali zadnja 3 leta. Torej čisto vse življenje, ko mi nekdo da možnost, da pišem o realnosti, o vsem tem, kar nas najbolj prizadene. Mi je pa všeč, ker uporabljate pri vsakem članku oziroma poglavju date neko misel. Veste, to je pa prav posebna zgodba. Jaz sem to začela pisati že pred mnogimi leti. Tako dolgo, da se skoraj ne spominjam, sem začela, kadar sem pisala ali kakšen članek ali čestitko, vedno sem uporabljala eno misel. In ne vem kako, to se je tako zelo prijelo, da tudi če zdaj malo na okoli pogledate, marsikdo, ko piše, ko kaj sporoča, ko pripravlja predavanje, ima vedno spredaj eno lepo misel. Jo uporabljajo celo novinarji,
Zdaj jaz se ne spominjam, kdaj sem to začela, ampak zelo, zelo zgodaj in potem sem bila vedno znana, da nikoli nisem začela razmišljati, ne da bi poiskala kakšno misel, imam ogromno knjig, zdaj jih dobiš pa seveda tudi preko Googla, in potem seveda o tej temi lažje pišem. Zdaj, kaj naj rečem, tole sem hotel prebrati, ne. Recimo, ko so vas predlagali za varuhinjo, ne, ste dobili 82 glasov od 60 potrebnih, v parlamentu jih je 88 poslancev, a ne, ali 90 oziroma 90, 88 plus manjšinca, ne. No, in je generalna sekretarka v uradu predsednika republike Nataša Kovač je v imenu predsednika Boruta Pahorja poudarila, da kandidatko odlikuje izjemna predanost, iskrenost in neizmerna življenjska energija, ki jo namenja ljudem v stiski, žrtvam nasilja in ranljivim skupinam. S tem, da vsak dan pomaga pri uveljavljanju človekovih pravic. A so te človekove pravice res toliko problematične? Ja, na določenih področjih so. Poglejte, tudi s slepimi in slabovidnimi sem se srečevala, torej z vsemi ljudmi, ki so imeli določene probleme. Poskušali smo jih seveda izboljšati, reševati, sprejemati zakonodajo, ki je mi ne sprejemamo, ampak lahko predlagamo. Varuh pa je državi napisal vsako leto vsaj 100 priporočil, torej na zelo različnih področjih, kaj predlaga za izboljšavo stanja. Seveda do izboljšav prihaja prepočasi, nekatere pravice zlasti ranljivim skupinam, otrokom, starejšim, invalidom, so pogosto zelo kršene. In vesela sem bila čisto vsakega napredka. Seveda je danes malo drugače, danes imamo veliko tudi nevladnikov, ki tudi pomagajo pri sprejemu določene zakonodaje, vendar kot vemo, se marsikaj sprejema tudi s figo v žepu, ali zakon je dober, pa se ne izvršuje, tako da je treba stalno opozarjati, da ne bi zašli v kakšno slepo ulico in ljudem kršili njihove osnovne pravice. Se pravi, pridobljene pravice niso samoumevne, ne? Absolutno ne. Ti misliš, da je napisana lepo, v ustavi imamo marsikaj, ampak potem vsak dan, poglejte se, če ne bi bilo tako krutih poročil vsak dan na televiziji, ravnokar smo slišali o izkoriščanju ljudi, delavske pravice so tudi pogosto kršene, vsakega 1. maja smo o tem opozarjali. Potem imamo recimo posebne dneve, v marcu recimo svetovni dan Downovega sindroma. Za vse te osebe, mi smo jih sprejemali celo na prakso k varuhu, da so prišli malo k nam pogledati, ti otroci, predvsem že malo starejši. Torej smo ugotovili, kako težko živijo. Pa avtizem, svetovni dan Romov imamo. Skratka, imamo veliko praznikov, ki gre, ali pa prazniki žensk, izkoristiti tudi za obnavljanje boja za njihove pravice. Se pravi, recimo, ne vem, ženskam damo dan žena, ne, ciganom damo, ne vem, dan ciganov, in ono tretje in je opravljeno, ne? Ja, ne, svetovni dan Romov ali pa dan žensk, dan žena je zato ravno, da se takrat pogovorimo, kaj smo dosegli, kje so še pravice kršene, kaj je potrebno storiti. Brez teh dni bi mogoče kar pozabili na marsikoga. No, to sem mislil, ne, v bistvu daš dan in je stvar rešena, ne, in daš dan žensk, ne, oziroma 8. marec in ženske so enakopravne, a ne. Ja, to samo po sebi sploh ne velja. Dajte nam malo več povedati, pravzaprav človek bi rekel zdaj, tale varuh človekovih pravic, ne, ena taka, navzven bom rekel, ena taka birokratska zadeva, noben ne ve, s čim se ukvarja, kaj dela, vlečejo dobro plačo, nič ne delajo, veliko jih je zaposlenih, recimo, da je tako, pa dajte nam malo razložiti, dajte mi povedati, da se motim, no. Ja, poglejte, ko sem bila sama varuhinja, 6 let je ta mandat, imela sem okoli 40 zaposlenih ljudi v uradu, pokrivali smo čisto vsa področja in na mnogih
Če bi pogledali naša letna poročila, celo na koncu sem pripravila pregled 6-letnega dela, bi ugotovili, da smo zelo veliko naredili. Mi smo recimo vsak mesec obiskali en kraj, eno občino v Sloveniji, tam sem sprejela skupaj s sodelavci tudi 50-70 ljudi, od jutra do večera. Ugotovili smo, kaj se v tistem kraju, v tisti občini dogaja. Ljudje so se naročali tja s problemi. Poskusili smo jih reševati, opozoriti institucije, ki ne delajo. To je bila torej ena taka dejavnost na terenu. Drugo, so bili redni vsakomesečni sestanki s področja okolja. Vsak mesec sem povabila na sedež varuha predstavnike nevladnih organizacij s področja okolja, vsak drugi mesec smo pa celo odšli na teren. Tako da sem bila prisotna, ko se je govorilo o hidroelektrarnah na Muri, ko smo si ogledali Celjsko kotlino, vsa onesnažena področja v Sloveniji in poskušali, tudi recimo Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, vsa področja, kjer je prihajalo do kršitev pravic s področja okolja. Tukaj je bilo ogromno narejenega, imeli smo tudi različne mednarodne konference na temo okolja. Potem ljudi, ki smo jih spremljali preko njihovih problemov, smo ugotovili, kaj je narobe v zdravstvu, šolstvu, na sociali in smo seveda tem službam tudi sugerirali, kaj morajo narediti, nanje vplivali. Tudi v parlamentu sem večkrat nastopila in takrat smo seveda tudi preko zakonodajne službe dosegali, da so se zakoni spreminjali. Tako da jaz tega svojega dela, ko sem bila sama varuhinja, o tem lahko samo govorim, bila sem 4. varuhinja, ne jemljem slabo, ampak izjemno dobro. Imeli smo vsak mesec novinarsko konferenco, kjer so prihajali novinarji in spraševali o vseh aktualnih temah. Tako da, če bi pogledali poročila, ki so obsegala več 100 strani vsako leto, bi ugotovili, koliko zgodb je v teh poročilih. Tukaj so bile seveda brez imen predstavljeni prav primeri, ki smo jih reševali. Na področju sociale je bilo tolikokrat kršeno ljudem marsikaj, da smo tudi z vplivom na parlament, na izvršno oblast, dosegli marsikatero spremembo tudi zakonsko. Zdaj sem se nekaj spomnil. Menda ste šli na otvoritev džamije, ste prišli v blatnih čevljih. To je bil pa res poseben dogodek, ste me spomnili, ja. To je bilo pa tako, veste, imela sem na razpolago sicer šoferja, ampak ker je šlo za soboto, sem si mislila, stanujem še kar dosti blizu, bom pa jaz tja že nekako sama popoldne šla s taksijem, da ne bom obremenjevala. Seveda, ker sem imela naslov tak, kot je bila prireditev, sem taksistu povedala, kam naj me pelje, on je bil zelo dobro seznanjen, kam gredo vsi ljudje, ki prihajajo na otvoritev. Temeljni kamen je bil takrat postavljen, mislim, da je bilo leta 2014, vem, da je bilo to sobota pred odhodom v tujino na neko službeno pot, nek kongres. No in jaz lepo pridem, dame dol, tam na tej cesti, blizu te džamije, prostora za džamijo, in potem padem v eno blazno množico ljudi. Marsikdo me je gledal, se je čudil, spraševal, a vi tudi tukaj? No in potem pridem do ene mreže, kjer je bila pač stopa za vse obiskovalce in takrat me je nek varnostnik zagledal in je rekel, kaj pa vi delate tukaj za to mrežo? Jaz sem ne vem, sem povabljena na prireditev. Ja prav, vi bi morali priti z druge, kjer je za VIP goste. Glejte, jaz nisem vedela, jaz sem prišla pač na naslov. No in ko me je potem spravil noter, ampak seveda je bil pa to en tak blaten dan po dežju in jaz sem imela zelo umazane čevlje, sicer lepe, ampak polne blata in sem komaj očistila delno, tako da moja skrb, ker sem sedela v prvi vrsti z vsemi temi, predvsem so prihajali tudi šejki, ni bilo, sem videla skoraj nobene ženske, sami moški, donatorji za to džamijo, pa seveda verski predstavniki, politični. Največji moj problem je bil, kako pred mediji skriti te grozne pete in čevlje, tako da sem potem odšla s prizorišča drugje seveda, ampak čisto na koncu sem se tako dolgo obirala, nazaj sem šla pa kar peš do doma. V redu.
nepozaben dogodek, nepozaben. In potem je seveda v ponedeljek, oziroma ne, ko sem se vrnila s tujine, tajnica rekla, vidite, ker niste naročili šoferja, bi vas pripeljal tja, kamor je treba. No, ampak sej stike to dejansko, da ste se z ljudmi družili, pravzaprav za vas ni nič neobičajnega. Ljudje so vas ustavljali na ulici, spraševali za probleme oziroma vam zaupali probleme in te stvari. Tako da, kar se tega tiče, je bil to pač en dogodek v nizu. Če ne bilo, veste, tam toliko medijev, ki bi lahko, veste, te čevlje posneli in pol rekli, poglejte, s kakšnimi čevlji je prišla varuhinja na prireditev, kaj ne naredim. Ampak sreči sem jih dala spodaj pod stol in zelo pazila, da se ne bi videli, in dobro, da meni ni bilo treba kakšnega kamna, ne, tam, ko so postavili temeljni kamen, iti prav tja, sem lepo sedela. Ja, veste, zadnjič se mi je zgodilo, ne, nekaj zelo tako hecnega na avtobusu. Mestnem je se zelo veliko vozim z avtobusom in je ena gospa tam v sredini avtobusa vpila, nekaj vam moram povedati, gospa Nussdorfer. In je ponovila, nekaj vam moram povedati. In sem mislila, veste, da mi želi nekaj povedati, ne, in sem stopila do nje in se rekla, ja, gospa, prosim. Pa je rekla, nekaj vam moram povedati. Pa sem si mislila, čudno, da ne pove. Je pa mislila naslov moje knjige, nekaj vam želim povedati, ne, je hotela reči, da jo je prebrala. Ne, pa drugače, to ljudje, ko ste, vi se veliko, seveda rekli ste, da imate izpita in ste veliko pa hodim peš. Ja. Hodite peš in ljudje vas ustavljajo, oziroma sploh, ko ste bili še tožilka in tudi kot varuhinja, so vam ljudje hodili do vas in zaupali stvari. Pa bil obroč je bil taka, ne, tudi tja so prihajali non-stop, no, na Beli obroč s svojimi problemi, jaz sem jih poslušala, pisala, odgovarjala, takrat je bilo res ogromno dela narejenega. Tudi taksisti so vam, ne? Ja, v taksih sem pa veliko zvedla in sicer že, ko sem sedla v taksi, je ponavadi kdo začel s problemi, a vi veste za to, a veste, kaj se dogaja, veste, kaj je bilo. Tako da, lejte, tudi to je en način, ko marsikaj izveš, če si veliko med ljudmi, in zato lahko tudi veliko pišem, ker izvem toliko preprosto. Se pravi, bi lahko napisali knjigo Taksist mi je povedal. No ja, ne vem, če bi bilo za celo knjigo, ampak za pol knjige ali pa eno tanko pa bi bilo, ja. V redu. Lejte, ima kdo kako vprašanje? Zdaj, da ne bom samo jaz sprašal. Vidim, da ste se pa zelo poglobili in marsikaj prebrali. Ja, to je pač, kot je rekel Branec, pač jaz moram, veste, pred 14 dnevi sem imel Vito Mavričevo pogovor, ne, in čeprav se poznava že leta, sem vseeno par dni razmišljal o tem, kaj bom vprašal. Brane, izvoli. Ko že pozivaš, jaz bi pri gospe Vlasti še posebej izpostavil, da karkoli je delala zadolžitve, aktivnosti, funkcije kot naprej, delala z veliko mero humanosti, empatije, čisto človeško obarvano, ne, je bilo to njeno delovanje. Teda vsak, ki se ukvarja s takimi stvarmi, bi moral to zadevno in tako tudi izvajati svoje funkcije. Bom kar en primer povedal, ker pa ni bilo tako. Ko smo govorili o uresničevanju človekovih pravic, je eno temeljnih človekovih pravic pravica do informiranosti. In ker slepi slabovidni smo tukaj zelo ovirani, ne, smo po konvenciji o pravicah invalidov in po zakonu o uresničevanju možnosti invalidov, je država dolžna, da nam pomaga, da presežemo to svojo oviranost in prihajamo do informacij. To je pa ustavilo pri zagovorniku enakih možnosti, gospodu Lobnikarju, smo dali zahtevek, da odloči o tem, da smo diskriminirani na RTV Slovenija, ker je izredno slabo urejena ta dostopnost za slepe in slabovidne. Zaenkrat je samo zvočni podnapisi, pa tu in tam kakšno zvočno opisovanje, kakšno daje, glavne zvočni podnapisi, in še to samo pri Dnevniku od 19 do 19:15 ure, pri Slovenski kroniki pa ne več. In je kljub našim dokazom in tako dalje, imeli smo cel kup
poročil zraven, mnenje drugih organov, je odločil, da nismo diskriminirani. Mislim, da 4-5 razlogov je navedel, bom samo omenil 2 od njih, ki jih navajajo. In sicer jaz sicer priznal, da so te naše pravice in zagotavlja tudi ustava, vendar, če ni izvršilnega predpisa, če ni zakona, ne more oceniti, ali smo diskriminirani ali nismo, in ocenil, da nismo. In pa drugi razlog njegov, tega sem pa mogel večkrat prebrati, da je res tako napisal, da če pa že ne moremo spremljati poročil po TV, jih pa lahko poslušamo po radiju. In s tem je zagotovljena naša dostopnost do informacij. Mislim, skrajno žaljivo, da jaz pravim, da je zelo, zelo veliko odvisno od človeka, ki izvaja te svoje zelo, zelo odgovorne funkcije. No, tu smo šli naprej na upravno sodišče, bomo šli tudi na ustavno in še naprej, če bo potrebno. To je res, ja. Ja, res je veliko problemov. Jaz se spomnim vaše rehabilitacije, ste imeli probleme z bolnišnico, zaradi rehabilitacije slepih in slabovidnih, pa smo se tudi mi večkrat srečevali. Veliko je odvisno res tudi od sprejema ustreznih predpisov, problemi so bili tudi pri otrocih s posebnimi potrebami, tako da se pravi, vsem ranljivim se pogosto, na žalost, kršijo človekove pravice. Dušan, Ja, Dušan, a se slišva? ja, izvoli. Poslušaj me. Pred leti je bila predstava Terori, pa Ja. Teror v Prešernovem gledališču Kranj. Pa meni se zdi, da je bila tudi Vlasta Ja, bila sem. Nussdorferjeva takrat na temu razgovoru. Bila Ker sem. tako je bila predstava, potem je bil pa še pogovor. Ja, to je bilo v Kranju večkrat v kranjskem gledališču, res je. Bila sem gostja, celo za to knjigo sem napisala nekaj teksta oziroma za spremljevalno besedilo. Lepo se spomnite. Ja, Joža je gledališki fanatik, ne, kar se... Lepo. Ja. Hotel sem še... Imam zdravje prvezo, a ne, ampak Vam želimo zdravja. Ja. Hotel sem še nekaj reči, ne, ste nepremičninski strokovnjak tudi. To pa zato, ne, ker sem to prodajala pa kupovala. Veste kaj, to je bilo pa s temi mojimi tetami, zdaj nisem več, no, ampak ta leta, ko smo imeli te tete, sem jih morala skozi cel, da so bile blizu nas. Mi smo se selili, pa še tete, to je bila ena taka nuja, tako da ja, in sem imela tudi stalno kredite, se jih imam tudi še zdaj, no. Tako da mi enkrat, ko sem bila zelo mlada, naša računovodkinja, takrat še ni veljalo, veste, te limiti, koliko se lahko zakreditiraš, je rekla, da ne bi bilo potrebno vam še sem nositi kaj denarja, je rekla, ker ste vzeli to kredito. Ja, te moje tete smo zanje zelo skrbeli in potem, če smo se mi kam selili ali pa so se one morale, sem potem to res zanje vse urejala, ja. Tako da tega je bilo pa kar veliko, zdaj sem pa že kar od leta 2004 tukaj v Zupančičevi jami in zelo zadovoljna, no. So pa seveda tudi otroci odšli, pa se oni selili, tako da z nepremičninami sem imela res veliko opravka. A to so vam tudi učitelji, ne, da ste soseda od Zidarja, pa da so neki, da ste magnat, pa ne vem koliko v bistvu. Kaj je bilo? Enkrat sem dobila na tožilstvu vprašanje, nisem vedela, da bo naslov članka, kdo vse živi pod Zidarjevo streho. Ampak Zidar je gradil, a ne, tukaj SCT gradi, jaz nisem vedela, kdo stanuje, jaz sem pošteno plačala teh 56 kvadratov z balkonom vred, drugače 46 neto. No in sem dobila vprašanje, koliko imam kakšno stanovanje, in celo takrat so mi rekli, da ni potrebno nujno odgovoriti, ka veste, da bom z veseljem. In sem povedala, ne, koliko imam plače, koliko imam kredita, kakšno stanovanje, kako. In potem me je ta novinar, ne vem, a se je Stojanovič, kako se je že pisal, osebno poklical in je rekel, gospa Nussdorfer, mi nismo verjeli, mi smo šli v zemljiško knjigo preveriti, mi smo mislili, da imate 100-150 kvadratov. Sem, kdo vam je pa to rekel? Ja, ne vem, tako se je nekaj govoril. Je rekel, zdaj pa vidimo, a ne, da imate majhno stanovanje, da imate še kredit in da je vse v redu. In je to potem v članek tudi, ki je sicer nosil ta naslov. Zanimivo je bilo, a ne, da sem pa potem videla, da par ljudi iz tega dolgega bloka, tukaj je 100 stanovanj,
pa čeprav z večjimi, veliko večjimi stanovanji, kot je moja, ni bilo pa nikoli omenjenih. Najbrž je bil namen, ker sem bila tožilka, češ, da bi morda vplivala lahko na Zidarjev postopek. Jaz sploh nisem imela pojma o njegovem postopku, ker pri nas je tako, a ne, da vsak vodi svoj postopek. Jaz sem bila takrat višja tožilka in o Zidarjevem na prvi stopnji, ki ga je vodila tožilka v posebni skupini na specializiranem tožilstvu iz Maribora, nisem ga videla niti od blizu, niti od daleč. To je bil samo, a veste, provokacija, da bi nek tak naslov, vse je bil, ne, kdo živi pod Zidarjevo streho. Ampak nažalost par pomembnih ljudi z velikanskimi stanovanji ni bilo v članku nikoli omenjenih. Meni se je pa novinar res opravičil in je rekel, bomo napisali, in tudi je napisal. Ja, ker za tiste vaše bloke se je govorilo, da ima Zidar tam posebej dvigalo, pa ne vem kaj vse. Ne? Nikoli ni živel v tem bloku, imel je res namen najbrž in je tudi res svoje dvigalo postavil in tudi stanovanje je čisto na vrhu, ampak taka so 4, na vsakem vhodu eno velikansko stanovanje in tudi v vsakem nadstropju, tudi ko sem jaz, sta 2 večji in jaz imam manjše. In nikoli mi niso verjeli, so rekli, vi imate uno, ne 100 kvadratov. Ne, sem ta majhno, res, a je to možno. Tako da, glejte, saj mogoče je pa ta članek prav, da je šel, ker so potem tisti, ki so želeli, pa to prebrali. Je pa rekel novinar, no, da je preveril, da je šel v zemljiško knjigo, ka zaradi mene lahko kjerkoli preverite. No, dobro, zdaj sva malo se, bi rekel, dotaknala tudi nekih polenov, ko so vam metali, tako da tudi, zdaj ne vem, verjetno ne bi šla okrog, ali pa tudi, če hočete, da so vam tudi metali določene polene, ampak kdor to želi izvedeti, naj prebere knjigo, ki jo imamo tudi v naši knjižnici. Ja, v zvočni obliki je sem prvič zvedela, da imate tudi zvočne knjige in tudi mojo. No. Ja, tako. Aksinija, dobrodošla, izvoli. Ja, dober dan vsem, posebej še Vlasto pozdravljam, nekaj časa sva kar intenzivno sodelovali, no, ampak bi pa navezala rada to, kar si rekel, Dušan, da je mene pa najbolj fasciniralo pri tej knjigi, ne zadnji, ni zadnja, nekaj vam želim povedati, ravno to, ne, da Vlasta opisuje svoje izkušnje, tudi težke, tudi krivico so ti delali velikokrat, ampak nikjer ni bilo žal besede. To je mene prav fasciniralo, ker ljudje dostikrat izrabijo na tako pozornost, ne, napišejo knjigo, popluvajo vse, imamo primer raznih avtobiografij iz našega kulturnega življenja, kjer so izrabili osebe pač zares, ne, za opise in maščevanje neke vrste. Pri tebi ni pa niti ene žal besede, vse govoriš izjemno, pravzaprav naklonjeno s prijaznostjo. In to se mi zdi, da je fenomen in bi morali ljudje se učiti od tebe prijaznosti, kljub temu, da so te včasih res prizadeli. Hvala. Tudi tukaj zgled svojo držo pravzaprav in to se dobro vidi skozi pisanje. Hvala, Aksinja, če ti to poveš, še toliko bolj drži, ker si tako izjemna pisateljica in res zgled marsikomu. Ja, nisem želela, če že pišem, sem morala, ne, omeniti tudi neprijetne zadeve, vendar sem celo tako jemala, da vsaka neprijetna je bila kamenček k bolj prijetnim, neka stopnička. Zaradi nje sem včasih celo napredovala in mi ni žal, da sem malo počasnej, pa s težavami, ker potem ceniš napredek. Če bi me izstrelili mlado, Bog ve kam, potem sploh ne bi vedela, kako trnova pot je do nekaterih funkcij. Tudi če bi vnaprej vedela, recimo, kakšna bo pot, recimo, do varuhinje človekovih pravic, se ne bi podala. Bi rekla, hvala lepa, čeprav pa mi ni bilo žal in je bilo izjemno lepo obdobje, plodovito, ampak dobro, da ne veš, kaj pomeni stopiti na tako pot. In zato sem želela to povedati, ampak sem bila vesela vsakega, tudi takega spodrsljaja, tudi koga, ki mi je res nasprotoval, ker mi je pravzaprav s tem pomagal pri osebni rasti.
Ja, Ksenija, hvala ti za tole, no. Jaz sem tudi to razmišljal, pa nisem vedel, kako bi to speljal, ja. Nekje v enem intervjuju ste rekli, da pač ste dobili toliko polen, da bi lahko še dolgo kurili z njimi, a ne? Ja, to je, veste, kaj je zanimivo, da ko sem knjigo napisala, pa sem mislila, da sem v knjigi kar veliko povedala, so mi kasneje, ko so brali, kolegi rekli, Vlasta, vse to smo vedeli, pa še marsikaj, česa ti ne veš, pa nisi nikoli zvedela, pa so mi še kaj novega povedali. Pa sem rekla, se je bilo dovolj to, kar sem zvedela. Tako da veste, vedno je tako, ne, da ko malček nisi čist povprečen, takoj po tebi hop, in se marsikaj zgodi tudi iz neke gole nevošljivosti, ki pravimo kar fovšija. Ko sem enkrat pisala knjigo Abeceda življenja, pa sem izbirala po črkah, a ne, na vsako črko, recimo A, ne vem, mislim, da ambicioznost. Sem potem seveda, celo je bilo Berenikini kodri, enkrat, ker je Aksinja napisala tako čudovito knjigo, da sem jo vedno priporočala, in ko pa sem prišla do črke F, sem čisto ne lep izraz, ampak rekla fovšija, čeprav bi lahko čakala do črke Z in pisala pod zavist. Pogosto se zgodi, ne, da ko je nekdo ali kandidira za kaj ali na nekem položaju, tudi če kaj dobrega povedo, ljudje potem nadaljujejo, vendar ali pa ampak ni tako. In tega sem res doživela kar veliko, ker ste prej omenili ravno Rome. Tik preden sem postala varuhinja, je pisalo nekje, da ne bom primerna za varuhinjo, zato ker poznam Rome zgolj kot storilce kaznivih dejanj in bom krivična do njih. No, potem sem pa prvo povabilo, 25. marca 2013 je bil dogodek, sem prišla k varuhu, za 27. marca sem dobila povabilo v Mursko Soboto, strategija razvoja romske problematike. In sem tja šla. In sem seveda se pozanimala, kaj varuh naredil na področju Romov, in sem lepo govorila. In ko sem šla nazaj, je bil članek z naslovom Še ena, ki se bo ukvarjala izključno z Romi. Tako da vidite, kako hitro zapadeš od nekoga, ki ne pozna problematike, do tega, da trdijo o tebi, da se boš samo s tem ukvarjal. Ampak dobila sem trdo kožo in sem si rekla, glavno, da delaš pošteno, pravično in zelo veliko in odgovorno. Vsakmu pač ne boš všeč in tudi prav je tako. Ja, zelo ste pozitivna oseba, ne? Če se vam kaj zgodi, si pač rečete, je že tako bilo potrebno, bo že boljše. To je res, veste, če to sprejmeš in tako trdiš, lažje živiš, ne? Ker potem iščeš nek nov izhod in rečem, zakaj danes ne morem tja? Pa rečem, ja, Bog ve, kaj bo boljš, če ne grem, ne? In je res. Tako da sem tudi hodila res na vse možne dogodke, če sem bila le prosta, sprejela povabila in v končni fazi se to vedno prav obrne, ali čez takrat, ali čez leta, če sprejmeš, pa tudi lažje živiš, ne? Ja, sej prej, ne vem, a sva že v tem pogovoru ali pa preko, ko smo se dobili, sem rekel, da pravzaprav, kakor sem se pozanimal, pravzaprav vi sploh ne zavrnete nobenega vabila. Ja, če sem le zmožna, da nekam grem, da nisem zasedena, jaz si zdaj že pišem za mesec maj opravke. Najbolj strah bi me bilo, da bi zdaj nimam tajnice, a ne, prej ona malo skrbela za mojo obremenjenost in je rekla, ne, tega ne morete sprejeti, ste že ne vem kje, zdaj moram sama. In ker zelo rada rečem, ja, moram potem zelo natančno preveriti, če imam čas, če nisem nekje drugje, na drugem koncu Slovenije ali odsotna. Ob sredah imam vsako sredo svojo vnukinjo zvečer, ki prespi pri meni in zelo, zelo nerada to odpovem. Se je že zgodilo, no, ampak res nerada. Tako da ja, moram malo paziti, sicer pa kar sprejmem. Nikoli ne mislim, da je za vabilom nekaj slabega, ampak vedno rečem, Bog ve, komu bo koristilo, zame je vseeno. Veste, zdaj, ko sem že vse na koncu tega, nikoli o svojih koristih ne razmišljam. Ampak rečem, mogoče bo komu polepšalo dan, mogoče bo kaj novega zvedel. Ravno včeraj so me nekam povabili, mislim, da za maj, v Idrijo, ker nisem bila že zelo dolgo, pa je daleč, pa bi lahko rekla, pa kaj je to treba. To mi marsikdaj kdo reče, pa kaj ti je treba iti. Ampak glejte, sem sprejela in mislim, da bo to en zelo lep dogodek.
obujala bom spomine na neke dogodke, ko sem bila v Idriji kot varuhinja, in sem sprejela in si takoj zapisala. Kaj pa v Rogaško, vas še kaj povabijo? Ja, v Rogaško me je pa ravno zadnjič Aksinja omenila, da bom gostja, mislim, da 21. aprila. ja. Redko, zelo redko hodim v Rogaško, ker včasih smo imeli tam en majčken apartma, ampak smo ga morali prodati, pa mi ni žal, šlo je za plemenite cilje, bil je zelo majhen, 27 kvadratov, no, in da sem bila kreditno spet sposobna, sem tisto prodala in se rešila tudi dolga. Zelo, zelo ljuba Rogaška je meni, tam sem doživela marsikaj lepega. Knjigo ste tudi napisali, a ne? Ja, prvo knjigo sem napisala na počitnicah ravno v Rogaški Slatini, tisto poletje leta 2005, torej julija, mislim, da je bilo, avgusta smo potem že ustvarjali naprej. Aksinja je celo lektorirala to prvo knjigo, vsi so brezplačno delali prostovoljno in ta je bila res krasna knjigica, zelo na hitro, v nekaj mesecih je išla in pomagala, bomo rekli, tisočim. Tako da zelo, zelo lepi spomini so tako na ljudi v Rogaški Slatini, kot seveda na sam kraj, in če le moram se kdaj tudi napotim tja, in letos sem vesela, mislim, da bo ravno tudi dan knjižnic in bom lahko prišla tudi v knjižnico Rogaška takrat, Slatina. Pod krilatim Pegazom, ne, so spomini na Rogaško. Ja, ta knjiga je pa tudi nastala v nekaj 2 mesecih po moje, zato ker me je nekdo ustavil in je rekel, mislim, da je bil gospod Križan, ki je po dolgih letih spet prirejal Anin ples v Rogaški Slatini. To je bil ples, ki je bil zelo, zelo znan, do Dunaja je stegal dober glas. No in ne vem, sva sedla, klepetala, jaz sem tam spoznala eno skoraj 100 let staro gospo Ano, v domu starejših me je druga Ana peljala tja, gospa Četkovič. No in tam sem videla eno čudovito življenjsko zgodbo te gospe Ane v domu in sem rekla, bom pa nekaj o njej napisala in potem so mi ponudili izid te knjige, ki je šla že julija, torej vem, da je bil 1. maj, pa budnice so bile v Rogaški, ko sem prvič na knjigo pomislila, tam sredini julija, ko je tudi praznik Rogaške Slatine, je bil pa že Anin ples. In to je tako vizuelno najlepša knjiga, ker je res, res lepa. Dala sem jo tudi domu Rogaška Slatina, posvetila, oni so jo potem, ne vem, prodajali, imeli, mislim, da je še vedno tudi na prodaj v Rogaški Slatini. Res tako lična, lepa, vse to izdali pa ti, ki so organizirali Anin ples. In vsak udeleženec tega plesa je dobil eno knjigo v vrečki, ko je odhajal. Tako da zelo lepi spomini. Če jo bom predstavljala v Rogaški Slatini za nek seminar, bom morala jo pa še enkrat prebrati, ker med tem je nastalo že to knjig, da se samo tako spominjam pomembnosti iz knjige, ne pa vseh podrobnosti. Brane, oprosti, sem mislil, da sem pozabil roko spustiti. Izvoli. Zelo me veseli ocena Rogaške Slatine, ker tam sem jaz doma. Sem z veseljem poslušal te besede in to oceno. Mečke nazaj posego, pa polno oceno, vlastno oceno naše Aksinje, ko je rekla, da je odlična napisateljica. Jaz bi dodal zraven, pa mislim, da bo Vlasta se v celoti strinjala z mano, da je naša Aksinja odlična punca in odlična ženska. Takoj se podpišem. Hvala, Brane, res. Hvala. Zlata si, Aksinja, zlata. Ja. Evo, srček. Ja, no, tole zadnjo knjigo, ne, Moj pogled, jaz sem se trudil, da bi jo kje dobil, da bi jo pogledal, ker je šla je pa glih tisti dan, ko smo imeli tukaj otvoritev razstave, ko ste jo odprli, ne, ampak moram povedati, da je vse posod še v obdelavi, da je praktično nedosegljiva. Veste kaj, danes je gospa Saša Zidler, ki jo je izdala zame, tudi tako prijateljsko, povedala, da pa zdaj je pa že v knjižnicah in v vseh knjigarnah večjih, pa da se da tudi pri njej na spletni strani njene knjige, no, če vpiše kdo Saša Zidler, knjige je, mislim, na prvem mestu, ona je tudi izdala eno svojo, vendar če bom dobila, zdaj jih tudi jaz nimam pri sebi,
ker sem jih dobila nekaj in tudi seveda razdala te prve knjige, vam jo bom tudi poslala k slepim. No, super, bomo Sem pa zelo. pripravljena jo tudi prebrati, ker slišim, da imate neke zvočno knjigo, ki jo nekdo tudi prebere. Če bi rabili, jo lahko tudi preberem za vaše poslušalke in poslušalce. No, bom jaz to prinesel kolegici, ko se s tem ukvarja, pa vas bom povezal, če bo zainteresirana. Tako da, v redu, jaz sem nekako izčrpal tole vprašanja, kar se mene tiče. Zdaj, če ima kdo kako vprašanje še, če ne bi pa počasi končali. Super. Albina tukaj, Ja, Albine, Železnik. Zoli. Jaz bi pa rada vas, gospa Vlasta, vprašala, kaj pa vam vendarle pomaga takrat, ko pridejo hude preizkušnje, oblikovanje taka in taka, ko ste navedli veliko stvari, nekako so vam metali polena pod noge. Kaj pa vam takrat pomaga? Rekli ste tista usmerjenost pozitivna, Bog je že ve, zakaj je to dobro, ampak vendarle včasih mene zanima, kaj pa vam pomaga takrat, da nekako pridete spet do tistega notranjega ravnovesja? Jaz imam zelo veliko prijateljev, znancev, veliko si pišemo, se vzpodbujamo, srečujemo se z mnogimi prijateljicami na kavi. Imam seveda zdaj tudi čudovito družino, 3 vnuke, tako da se malo skoncentriram na to, malo pogledam okrog sebe in rečem, kaj imajo drugi grozne probleme. Veste, eno zgodbico vam lahko na hitro povem, ki mi je izjemno pomagala. Enkrat je moja hčerka imela eno slabo oceno in sem bila kar žalostna v gimnaziji, zdaj je stara preko 40 let. Pa sem bila žalostna, šla sem po cesti, pa sem rekla, joj, kaj bomo naredili zdaj pa tako. In nasproti je prišel gospod, ki ga še sedaj videvam, v invalidskem vozičku je imel pa punco, dekle, ki je zdaj veliko starejša, on pa tudi težko hodi, živi še vedno tukaj v Zupančičevi jami. In ko sem jaz zagledala tega gospoda s tem otrokom, takrat je bilo dekle, sem si rekla, kaj, a jaz da imam kakšen problem, to oceno, pa to ni popolnoma nič. In sem šla domov, objela hčerko in rekla, super bo in tudi super je bilo. Veste, vsak ima kakšen problem, nekateri o tem govorijo, drugi ne, vedno se ti zdi tvoj najhujši. Tako da zelo rada preberem tudi te zgodbe, ki me pravzaprav srečijo, ko vidim, kaj vse dosežejo ljudje, ki imajo določene težave. Velike uspehe, celo premalo jih poudarjamo, tudi slepi in slabovidni ste zagotovo ljudje, ki se srečujete s problemi, vendar glejte, kako polno tudi nekateri živite, kako to prenašate. Tako da potrebno je misliti res pozitivno, ne pa se sam s tebi vedno iz dneva v dan smiliti. No, hvala lepa. Ja. V redu. Ja, moram za konec povedati, ko sem ženi povedal, da se bom z vami pogovarjal, je bila njena pripomba, da ste zmeraj lepo in elegantno oblečeni. Odkot vam ta To imam občutek? rojeno, veste, pa pravzaprav zdaj sem si popravila rutko, se nikoli, ampak res nikoli ne oblačim drago. Jaz ne poznam praktično znamk oblačil, tako da mi je kar nerodno, ko kdo reče, si videla, kakšno torbico je kdo imel, kakšno uro. Jaz nimam tega, jaz se tako rada oblečem, imam pa res mogoče malček smisla, tako da, ko kupim, na hitro kupim, vedno je moj mož se smejal, je čakal, ko sva še kaj skupaj hodila, kdaj v trgovine, je bolan, in hodim malo manj, ampak me je počakal na kavici in medtem sem že kar prinesla par stvari, ali je bila razprodaja ali kaj. Ja, sem rada lepo oblečena, vendar nikoli, razen če bi mi kdo podaril, kdaj kakšna prijateljica, pa da niti ne vem, da je to kakšen drag kos oblačila. Recimo kak krznen plašč. Ja, to pa veste za zgodbo najbrž. Ja. Veste, moj mož je imel teto, ki je pač umrla in je pustila en res dragocen plašč. Vi ste res vse prebrali. In ta plašč je bil težek, tako krzno, se zdaj niso več taki, zdaj se mi zdi, da je vse tako moderno in lahko. In skozi me je sekiral in je govoril, daj obleči ta plašč,
a nič ne spoštuješ, to ti je moja teta zapustila. A veste, takrat se je vedno boja, ne, proti krznu. Jaz sem bila tožilka in sem rekla, glej, ne morem nositi tega plašča, Borut, ka veš, takoj me bo kdo ali polil z barvo, ali mi to očital, to krzno. In ga res nisem nosila in sem ga tudi nekomu podarila. On še zdaj ne ve, pravi, če ga imam v mari, ker mi je bilo težko povedati. No, potem sem si pa res kupila v eni taki trgovinci en tak ponaredek, a veste, ampak luškan, no, ni bil niti tako drag. In jaz ta ponaredek oblečem, grem z njim na en dogodek, še tako zelo ponosno sem hodila, ker sem en slikal, sem videla, da me fotografira, pa sem si mislila, saj sem v lepem plaščku, pa sem se malo tako ne nastavila. No, pa čez en čas me ena kolegica pokliče, prav ti danes si po eni reviji, to je bila ena taka, se mislim, da še izhaja zelo rumena. Jaz sem kao, res, kaj pa not delam, joj, prav piše, koliko bogih živalic je moralo umreti za tvoj plašč. Kaj? In sem takoj šla kupiti, seveda v Trafiko ali ne vem kam, tisto revijo in odprem in not sem bila res ponosna v tem plaščku iz umetnega krzna, ne. In je pisalo res, da čeprav sem ljubiteljica živali, ne, ljudi, otrok, pa očitno nisem ljubiteljica živali, ker nosim dragoceno krzno in prav ta stavek sem si zapomnila, koliko majhnih živalc je moralo umreti za ta plašček. Jaz napišem strašen demanti, ker to me je pa res prizadelo. No in potem, ne vem, naslednji teden, čez 14 dni, je pa bila ista slika, samo veste, eni gledajo eno revijo, eni drugo, in čez mene, tako kot misa, veste, ko ima un trak, je pisalo ljubiteljica živali. In potem piše, ne, da sem se pač uprla in odzvala in da gre za umetno krzno in da se mi opravičujejo in da ni res. Ampak, veste, tisti, ki je prebral prvi članek, si je ustvaril svoje mnenje, Bog ve, če je kupil revijo čez 14 dni, tisti, ki je kupil čez 14 dni, pa mogoče ni vedel, zakaj se jaz upiram in protestiram. Ja, to je res. Nimam krznenih plaščev, če me kdo kdaj vidi, je vedno umeten. Ja, to je ta zgodba, ki je Madonna napisala, Jabolka gospoda Piba, ne, se mi zdi, da je naslov. Tam je en fant obtožil svojega učitelja, da krade jabolka, ne. In potem... Poznate to zgodbo? Ja, poznam, zelo lepa, kar povejte. No, in potem ga je peljal ta učitelj na en breg in mu je dal tam en papir, ene koške papirja, naj jih raztrosi, ne, in potem mu je rekel, in je zapihal veter in jih je raznesel in potem mu je rekel, naj jih pobere, tiste koške, ne, in je potem on ugotovil, da vseh koškov ne more pobrati. Ja, to je bila, meni se zdi, celo blazina, ki jo je prerezal, ali pa sem brala kakšno drugo in je vse letelo navzdol. To sem celo uporabila, to zgodbo enkrat, ja. In ko je to perje letelo po celi tisti pokrajini, je rekel, zdaj pa vse to poberi. To je res, on je kupil naprej in plačal jabolka, ne, in je, kadar je prišel mimo, je šel v šolo, je vzel eno. In potem je ta rekel, da jih krade. Jaz se spominjam, vse to je res, veste, ko ti začneš nekaj govoriti, nekom postane to skoraj iz 100 laži resnica, ne. Smo pa zdaj v enem takem obdobju, ne, ko jaz lahko vas nekaj obtožim, si izmislim in pa morate vi meni dokazovati, da to ni res, ne. Ja, to je kar žalost, ne, te žaljive obdolžitve, pa tožiti, pa denar, pa odvetnike. Mi vemo, ne, da se zelo hitro širijo laži. Tudi jaz sem bila deležna enih dveh takih zgodb, enkrat v službi, ko so začeli spraševati, če ima moja hčerka otroka, pa ni imela, no, je bila že poročena, pa ni imela, pa se mi je zdelo čudno, veste, pa mi je pa še hči rekla, da jo je nekdo poklical in vprašal, če ima otroka, je rekla, mami, zakaj me to sprašujejo, veste, to je bilo kar težko, ne, malo sta se trudila, ni še bilo otrok in potem taka zgodba. In sem rekla, ja, ne vem zakaj, no, in potem sem se pozanimala in kaj, ena kolegica, zelo namerna, ne, še zdaj je na tožilstvu, je razširila, da je moja hči zapustila moža in otroka in šla. Poglejte, pa še imela ga ni, če bi ga imela, bi pa kar težko dokazovala, ne. In potem so seveda tudi mnogi rekli, to ni res, če bi Vlasta imela vnuka, bi nam povedala, bi častila. In veste, to je pravzaprav res obrekovanje grde laži. In moja hči je bila takrat zelo prizadeta, no. Tako da potem o sebi sem slišala, s kom sem bila poročena, ker sem ga samo 3-krat v življenju videla
in da me je zelo pretepal. In sem jaz to, a veste, razlagala, to ni res. Pa je celo ena prijateljica rekla, veš, da ti ne verjamejo, vsi vejo, da si bila s tem gospodom poročena, ma se lepo vas prosim, ga komaj poznam, se on ne ve, je pa zelo znan v Sloveniji, nisem še pravzaprav bila sposobna, da bi mu kdaj povedala to, zelo grda laž, no. Se pravi, so vam govorili, da se zato humanitarka in zato se ukvarjate s temi stvarmi, ker ste tudi bili sami nekako zlorabljeni. Mogoče kdo je začel, tako je rekel, ti ona se pa skozi nasiljem, pa en reče, najbrž je bila tudi ona žrtev, pol naslednji doda, ja, sigurno, potem si en zmisli neko osebo, recimo. A veste, prav take laži, hudo pa je, če ti ne zveš, ne moreš niti demantirati, in okrog to trosijo. Tako da jaz tudi zdaj, ko poslušam različne zgodbe, vedno pomislim pa rečem, Bog ve, če je to res. A je to sploh res? In si ne upam naprej širiti in komu reči, veš, prebrala sem, slišala sem, ker vem, da je možno, da je marsikaj, res marsikaj zmanipulirano, zlagano in da ni resnično. Tako da moramo biti kar previdni pri tem, ko koga kaj obsojamo ali pa o njem govorimo. V redu, ok, bom končal, sej, imam še kaj, se še spomnim, ampak mogoče bi se mi kdaj dobila na kaki kavi. Celjem, gospod Dušan, celjem. No, ok, če ne v Trnovem. Ja. V redu, torej, hvala vam vsem skupaj, zdaj bom res končal. Upam, da ste tudi vi uživali, tako kot sem jaz z vami, gospa Vlasta. Enako, tudi jaz sem uživala. No, in zdaj, da najavim za naslednji teden našo kavico. Naslednji teden ne bo velikonočna, ne bomo pekli potice ali kuhali jajc, ampak bomo se šli, bom rekel, malo EPP-ja. V goste sem povabil Dušana Jankoviča, Diopto, in bom malo pač govoril o svoji poti in v tehničnih pripomočkih in te stvari. Mislim, da je to tudi ena taka zanimiva tema za slepe, da se boste lahko malo tudi iz prve roke te stvari, a ne? Skratka, hvala vam, vidimo se naslednji teden. Hvala vsem. Hvala lepa. Lepo se vam. Hvala, nasvidenje.